Pozdravljeni v avtomobilnosti in pozdravljeni v Sloveniji. Ja, danes se bomo vozili malce po Ljubljani, malce po Kočevju, zdajle smo pri gradu Mokrice, ampak pomembno je, da smo v Sloveniji. Ker ponavadi o kakšnih zelo naprednih tehničnih novotarijah klepetamo na kakšnih sejmih v tujini ali pa na mednarodnih predstavitvah, no zdaj pa so te novodobne tehnologije prišle k nam. In o vsaj dveh današnjih temah lahko rečemo končno. Z nama sta dva avtomobila, o katerih se na kavah govori kot o zelo vroči temi, pa čeprav o njiju ne vemo kaj veliko. In zato bomo to danes v avtomobilnosti tudi uredili. Končno pa lahko rečemo tudi za tehnologijo, o kateri smo v avtomobilnosti že veliko govorili. Ampak doslej si z njo v Sloveniji še nismo mogli kaj veliko pomagati, zato se je morda doslej to slišalo le kot neka atrakcija. Ampak zdaj že verjamem, da veste oziroma slutite, za katero tehnologijo gre, pa gremo kar razrešiti to uganko. Vodik je ne samo gorivo prihodnosti, tudi sedanjosti. Miraja je že druga generacija. Zdaj, ko smo odprli še polnilnico v Ljubljani, sem neizmerno srečen, ker to odpira tudi vrata možni prodaji Miraja tudi na našem trgu. Če pa se še malo pošalim, v obeh vozilih, ki jih danes gledamo, je Toyotina gorivna celica. Pa še eno izjavo naj vam predvajamo v tem uvodnem delu. In v povezavi s to izjavo je res pomembno, da poudarimo, da smo v Sloveniji. Odločitev LPP-ja za izvedbo razpisa nakupa 8 električnih vozil z vodikovim podaljševalnikom dosega je izjemna ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi v evropskem. Je eden od prvih nakupov vodikovih električnih vozil in tudi ne samo za nas, ampak tudi za našega principala kar preizkus volje, znanja, profesionalnosti. Tako da ne gre za neko kratkoročno potezo, ampak za dolgoročen proces. Se pravi, čeprav tudi v številkah je to velika evropska zgodba. Ja, je. Ni največja, je pa pomembna, velika. Od teden dni nazaj, ko smo imeli na obisku predstavnike Daimler Buses, so bili ponosni in so se slikali pred tem avtobusom ter objavili na svojih socialnih omrežjih. Vodiku in gorivnim celicam, ki so zdaj končno postale zanimive tudi za slovensko mobilnost, bomo posvetili skoraj celoten drugi del današnje oddaje. No, zdaj pa je čas, da se lotiva teh dveh kitajskih avtomobilov. A ju za začetek poimenujeva? Lahko, BYD, kaj ti pravijo, da jih bomo poimenovali kar po angleško. Pravilno bi bilo sicer BYD, torej ne Beat, Byte in vse, kar pride zraven. Kaj pa misliš, da to sploh pomeni? Torej, recimo na Kitajskem se vozi še kar precej BYD-ov tistih zgodnjih generacij. No in tisti avtomobili imajo na zadku še napisano celotno ime, ki ga označuje ta pravzaprav kratica, in to je Build Your Dreams. Torej, a greva zdaj narediti en testni krog? Z veseljem in izberem tega malčka. Ok, greva. Ampak je pa več kot očitno, da je bilo morje glavni navdih pri BYD-u, ko so izbirali imena za svoje avtomobile. Kako se tvoj imenuje? Torej, jaz sem se pripeljal z morskim levom, kaj pa ti? Moje pa Dolphin Surf oziroma surferski delfin. In v bistvu lahko rečem, da so nasploh Kitajci zelo posrečeni s temi svojimi imeni, kajti ti dve imeni sta zelo zanimivi in zelo luškani, če tako rečem. Sta simpatični, drži. No, po drugi strani pa je zanimivo, kako velikopotezno kitajski proizvajalci, v tem primeru BYD, vstopijo na nov trg, torej tokrat v Slovenijo, recimo s takšnim velikim in luksuznim električnim SUV-jem, pa tudi z majhnim električnim mestnim avtomobilom. Ja, jaz lahko rečem, da zdaj po prvem vtisu po tele kratki vožnji, da je veliko bolj prostoren znotraj, kot se vzdi navzven. Poglej, kako kratka sta previsa spredaj in zadaj.
In to je Ja, zaradi res je. povsem namenske e-platforme, na kateri je postavljen ta avtomobil, kar pa pomeni, da so kolesa postavljena bolj proti zunanjim kotom, zaradi česar ima avto znotraj veliko več prostora. Torej, skupni imenovalec obeh avtomobilov je elektrika, je pa potrebno dodati, da je model Sea Lion 7 zelo napreden električni avto, ima 800-voltno električno arhitekturo, kar mu omogoča zelo zmogljiv pogon, pa hitro polnjenje, pa ima tudi tisto za BYD zelo značilno in pomembno Blade LFP baterijo, no električen pa je tudi Dolphin. Res je, in za malega mestnega električnega malčka je zelo prijeten za vožnjo, ker je zelo agilen. Torej, tako kot mora biti. Ja, je res. Ko pa pogledava oblikovanje, se pa ponovno vračava k morju. Tule imamo tole surfersko desko, če mene vprašaš. Aha, spoiler ali surferska deska? Znotraj je pa tako zelo valovito oblikovan, veliko je teh valovitih detajlov. Predvsem imamo pa eden detajl, ki je zelo funky, tole so pa tele delfinske plavutke. Recimo, da ti verjamem. Ampak zdaj ti moram pokazati pa še en detajl, ki pa je za BYD zelo, zelo značilen. Greva ga kar noter pogledati. Pa da nekaj še razčistiva, poglej, takole izgleda delfinova plavut, če je še nisi videl. Aha, torej, če jo primerjam s kljuko na tistem avtomobilu, ja, mogoče sta pa res Tam. malo podobni. Ja, pa tudi mislim, da bi v tem avtomobilu našla kakšno tako obliko. No, ampak kar ti pa želim jaz pokazati, je pa tole, poglej. Kaj zanimivo. Torej, zaslon, ki iz horizontalnega lahko postane vertikalen. A se ti zdi to uporabno? Ja, bo treba preizkusiti, pa ti potem povem, ampak ja, na prvi pogled. Torej, se strinjaš, da greš zdaj ti za volan morskega leva, pa greš na avtocesto, jaz pa naredim en krog po Brežicah z delfinom. Absolutno. Okej, greva. Greva. Medtem pa poglejmo, za kakšno znamko pravzaprav gre v primeru BYD-ja. BYD is a high-tech company. It started as a battery company. Back in the days, you know, the Nokia and the Motorola and the Siemens telephones, we provided the batteries in it. And then we evolved. We thought, hey, everything that can drive can be electric. And for the telephones and the iPads, we not only delivered the batteries, but we also made the mobile telephones and the iPads. So now, 20 years later, we have 1/5 of the mobile phone market in the world. It's made by BYD. Half of the iPads in the world are made by BYD. BYD is a high-tech company, and evolving from the electronic divisions and the truck division. So we have electric trucks, we have electric buses, we have electric forklifts, we have now electric passenger cars, we have solar systems, we have energy storage systems. So the total grid solutions come from BYD. I have 600,000 colleagues. I don't know them all by name, but it's a big company. And basically, in the cars, we are now worldwide the largest manufacturer of what we call new energy vehicles. So pure electric and plug-in hybrid electric. BYD surpassed Tesla as the biggest EV brand in the world. So we are modest in Europe, but people know us in the whole world already. Ta znamka je zdaj tudi uradno prišla v Slovenijo. Dolgo časa so Kitajci iskali primernega uvoznika in zastopnika, ki bi negoval tako velik projekt, na koncu pa so se odločili, da se dela lotijo kar sami. In Ljubljana, we are opening the door to Europe's clean mobility. Končno je prišel ta trenutek, da prihajamo v Slovenijo, ne? BYD je prisoten v Evropi v 36 trgih. Kako ljudje že poznajo znamko BYD? Kakšna so pričakovanja tukaj? Jaz sem bil prvi zaposleni za BYD, za Slovenijo pa Hrvaško, in že takrat, ko sem prišel, po enem mesecu so že začeli maili, pa LinkedIn pa tako naprej. Ogromno ljudi že pozna. Mi tudi vidimo, glede tega, da so tudi določeni kupci prihajali na Hrvaško videti in sprašujejo, kdaj bo prišel BYD. Se pravi, BYD na Hrvaškem je že nekaj časa prisoten. Zakaj smo ga v Sloveniji tako dolgo morali čakati? Na Hrvaškem smo štartali z BYD-jem sredina prejšnjega leta, sredina 2025.
2025 in čisto iskreno izjemno je praktična zadeva. Gre se za to, da na Hrvaškem sistem subvencij je zelo drugačen kot je v Sloveniji in ni boljši. V Sloveniji so subvencije čez celo leto, na Hrvaškem se subvencije dogajajo enkrat na leto. In mi smo načeloma začeli s pripravami za lansiranje na oba trga istočasno. Ampak gre se za to, da na Hrvaškem, ker odvisimo od enega dneva v letu, ko se dogajajo subvencije, pač smo mogli tamo absolutno to popuščati, da ujamemo te subvencije, ki so se zgodile na koncu konec oktobra. In pač potem, takoj ko smo končali tam, smo začeli s finalizacijo priprav za Slovenijo in pač zdaj smo tle. A bo BYD tukaj samo prodajal avtomobile ali si lahko Slovenija mogoče obeta tu kakšno stvar več, recimo tako, kot si jo je Madžarska zagotovila, recimo? Lahko povem naslednje. Gre se za to pač, da je Slovenija absolutno identificirana kot država, ki pač tudi ima zelo dobre stike s Kitajsko in za razvoj tehnologij in tako naprej. V tem trenutku ni plan odpiranja dodatnih tovarn, ampak na tako rečem, glede na to, kakšni so rezultati bili v letu 2025, pričakujemo še naprej, da bo bil tako velik rast, bo zagotovo BYD razmišljal in sem prepričan, da bo Slovenija tudi bila med tistimi državami, ki lahko dejansko resno konkurira ostalim državam za potencijalne tovare, če se bo dogajalo. Saj pa verjetno na področju logistike, tukaj pa imamo recimo Luko Kopera, tukaj že kaj... Ja. And the first stop, actually, for BYD Shenzhen vessel to Europe is where? Exactly, the port of Koper. V Luko Koper je prišla znana ladja, ki se imenuje Shenzhen, ker BYD v svoji lasti ima tudi 8 velikih ladij, s katero pač prevaža avtomobile. In ravno je Luka Koper tista, v katero prihaja tudi velika količina vozil, a nama tudi to pomaga, da imamo takoj, ko vozila pridejo, pač zelo tudi hitro jih imamo pol na naših lokalnih trgih. BYD torej na slovenski trg ne vstopa le še kot ena nova kitajska avtomobilska znamka, ampak kot tehnološki gigant, ki ima poskrbljeno pravzaprav za celotno vertikalo, torej od proizvodnje čipov do proizvodnje baterij. In to je definitivno podatek, ki je BYD-u v veliko prednost in ki lahko globalno avtomobilsko konkurenco kar pošteno skrbi. Ja, pomembno pa je tudi poudariti, da se BYD lahko zelo hitro prilagaja trgu, tako z majhnimi električnimi vozili, kot pa tudi s temi velikimi luksuznimi, glede na to, kaj si trg pravzaprav želi. No, ampak zdaj v tej fazi bo za dolgoročno prisotnost na slovenskem trgu seveda najbolj pomembno, da v ospredje stopi učinkovita prodajno-servisna mreža. Za avtomobile znamke BYD je značilna baterija. V nobenem primeru pa to niso zgolj električni avtomobili. So tudi hibridi, priključni hibridi, nikakor pa niso blagi hibridi. No in od naših gledalcev v zadnjem času slišimo, da prodajalci ta izraz kar pogosto zlorabljajo, da ga narobe tolmačijo. No in zdaj gremo še enkrat pogledat, kaj je pravzaprav to blagi hibrid. Brez ovinkov. Od našega gledalca smo prejeli opozorilo, ki se glasi tako. Kupil sem avto, na katerem je pisalo hibrid, kasneje pa ugotovil, da ta ne zmore prav nič voziti na elektriko. Sedaj se počutim prevaranega. Danes imamo na trgu na voljo najrazličnejše hibride, take z zelo velikimi baterijami in tudi take z zelo majhnimi baterijami. In prav te z najmanjšimi baterijami imenujemo blagi hibridi. Takega blagega hibrida z 48-voltno tehnologijo je po nesreči kupil naš gledalec. Gledalec je v resnici želel samopolnilnega hibrida, ki se vozi tudi samo na elektriko in se polni z zaviranjem ali med vožnjo. Poglejmo primer. Mercedes CLA ima 48-voltno tehnologijo, torej bi ga na prvi pogled umestili med blage hibride. A ta model zmore dejansko voziti tudi samo na elektriko. V čem je torej razlika? Mercedesov hibrid ima dodatno tretjo sklopko v menjalniku in ta lahko povsem odklopi 1,5-litrski bencinski motor od preostalega pogona. Ko se torej vozite po mestu, ko blago pospešujete ali pa ko se počasi premikate v mestni gneči, avto dejansko vozi samo na elektriko, brez porabe bencina. Takrat ne čutite in ne slišite bencinskega brnenja. Šele v tem primeru pridemo do res opaznih hibridnih prednosti, torej do manjše porabe goriva. In koliko konkretno v primeru Mercedesa? Na našem normnem krogu smo zabeležili porabo 5,5 litrov na 100 prevoženih kilometrov pri mešanem ciklu. Samo pri mestni vožnji pa lahko porabo znižamo tudi pod 5 litrov.
Cela na našem nornem krogu torej ni več le električni rekorder po dosegu, ampak zelo visoko kotira tudi kot hibridni dolgoprogaš. Torej je pravi šparovček. Kako torej kupiti pravega hibrida? Pred nakupom vozila se pozanimajte o vrsti hibrida in opravite testno vožnjo. Kolikor želite, da je poraba tudi v mestu nizka, preverite, ali avto dejansko zmore voziti tudi z ugasnjenim bencinskim motorjem, tako kot Cela. Pojdimo zdaj še na tisto temo, ki je bila v Sloveniji do nedavnega povsem nerelevantna, zdaj pa z njo zavzemamo pionirsko oziroma kar izvidniško vlogo v Evropi. Gremo torej na vodik, gremo v Stanežiče, na lokacijo, kjer so postavili pumpo. Ampak ne staro pumpo, postavili so novo pumpo, ki pa to sploh ni. Predstavljam vam avtomobil, ki lahko spusti lužico, kot kakšen kužek in to celo na klik. Ampak ne, ta lužica ni kakšna umazanija. To je čista snov, ki ji kemijsko rečemo kar H2O. Govorimo o avtomobilu na gorivne celice. Zakaj gre, kakšna je tehnika? Lotimo se. Kot slišite in pa čutite, Toyota Mirai je električni avtomobil. Kolesa poganja električni motor. Ampak seveda ne pridobiva energijo iz svojih baterij, elektriko proizvaja sproti. Zdaj imam še 63 km in pričakujem, da bi se zdaj morala vsaki pojaviti lučka. Ne bomo jo čakali, ampak bomo šli zdaj na prvo vodikovo polnilnico tukaj v Ljubljani, kjer se bodo tudi redno polnila vozila na vodik. Pa za občutek, poraba pri tej zimski vožnji je bila 1,6 kg na 100 km. Jaz nimam še pravega občutka, koliko je to, ali je to veliko ali ne, ampak seveda je to zdaj pravi čas, da se gremo malce na to temo poučiti. Se pravi, črpalka, pumpa... Lahko črpalka, pumpa, če je to polnilna postaja, je to, ni posebenega izraza v bistvu za neke vodikove polnilnice za potrebe mobilnosti, a ne? Se pravi, tukaj ni nobene neke črpalke klasične? Klasične črpalke ni, v bistvu je kompresor, ki komprimira ta plin in potem iz zalogovnika gre plin direktno na dispenzorje in dispenzorje v vozilo. Ta polnilna postaja torej ni pumpa, ker nima črpalke. Plin v vozilo pretakamo preprosto tako, da odpiramo loputo v zalogovnike z višjim tlakom, s čimer pustimo, da plin preprosto zasede tudi prazno prostornino rezervoarja v vozilu. Dokler ni v obeh enak tlak oziroma dokler mi ne zapremo, ventila, ker da bi zapirali pipco, tudi morda ne bo ustrezen izraz. Pri gorivni celici pa tudi dejansko nimamo probleme s toploto, zato ker se pri samem postopku toplota sproža ven, ne? Jo dobimo, ne? Se pravi, ne potrebujemo toplotne črpalke, naprimer, kot pri električnih avtih. Seveda, tako kot recimo pri proizvodnji vodika, ne, se sprošča toplota v elektrolizerju, se tudi pri gorivni celici sprošča toplota, ko vi iz vodika in zraka oziroma kisika iz okoliškega zraka proizvajate električno energijo, ne. In ta toplota se potem odvaja. Kadar ni potrebe po ogrevanju kabine vozila, gre ta toplota normalno v okolico, kadar pa rabite ogrevanje, se ta toplota koristno uporabi za ogrevanje kabine vozila. Pa naj se na tem mestu popravim. Ko sem se vozil v Stanežiče, sem vam omenil doseg 480 km v zimskih dneh, seveda s Toyota Mirai. No, zima na delovanje vodikovih avtomobilov pa v resnici nima nobenega posebnega vpliva. Strokovnjaki so zato komentirali, da sem imel kar težko nogo. Na vodik se boste vedno pripeljali teh 300 km, ne glede na temperaturo. Na elektriko se boste pa malo manj. Pa seveda, električno vozilo vi priklopite in čakate, 4 ure, da se napolne. To priklopite, čakate 10 minut in se odpeljete. No, se to je zdaj tisto prav trenutek, ne? Kjer ostanete brez denarja.
Se pravi, izberem polnilno mesto, je to 2. 2, rečem kartica, rečem, se pravi, 100. Ok, seveda bom želel račun. Zdaj, eno vprašanje moram imeti. Se pravi, jaz sem imel porabo s tem avtomobilom en dober kilogram na 100 km. Kakšna je to dejansko zdaj poraba? V bistvu je to visoka poraba, nizka poraba, kaj sploh se ne znam predstavljati. Povprečno. Okay. Zdaj, težko reči visoka, nizka. Zdaj, če imate za 100 km 20 evrov, to je zdaj trenutna cena tega vodika. Če to primerjate z drugimi energenti, je tole drago, ne? Vendar je treba vedeti, da je to zdaj neka izhodiščna cena. To ni končna cena, ki bo na trgu. A veste, nikjer na svetu se vodik na polnilnicah ne prodaja po stroškovni ceni. Vodik nujno potrebuje zdaj v tej fazi, dokler ne bo hiperprodukcije vodika, neke subvencije, podpore. In ta cena mora biti tam 9 evrov ali manj. 9 evrov ali manj, se pravi, to bi bila tista. To bi bila sprejemljiva cena. Kdaj si pa lahko to vidimo? Jaz računam, da bo to v letošnjem letu sprejet. Ok, zdaj postopek, to sem znal odpreti, zdaj tole je čep verjetno samo, ne? Ok, se pravi, tole čep dam dol, ročke. Tako, ja. Tle imate zdaj tale IR komunikator, ne? To je to. To je ta plata, ki komunicira, čeprav razumem, s tole ploščico, ta sivo tukaj, le. Ok, v redu. Se pravi, nataknem, stisnem, popustim in zdaj tipka start. Ok, slišimo, vidimo utripanje in se je postopek tudi začel. Zvoki so to ves čas taki? Ja, to vam daje občutek, da se res nekaj dogaja. Ok, potegnem, spustim. Nataknem. Čep gor in še po račun. Izpis računa. Kako pa vse skupaj deluje, današnje razlagalce vodikovih pojmov imenujemo kar hydromen. Igrajo se v peskovniku, a ti odrasli otroci v kletnih prostorih strojne fakultete ne zlivajo vode, da bi gradili gradove. Njihova igra je dejansko proizvodnja vode. In tudi njihova igrača ima 4 kolesa, ima motor in se vozi po cesti in ja, pravimo ji avto. Ampak ta njihov avto je precej manjši od tistega ta pravega. Torej, gremo se igrati oziroma gremo se učiti. Na strani anode se vodik razcepi na 2 dela, na svoj proton pa elektron. In preko membrane, ki omogoča prepuščanje le zelo majhnih protonskih delcev, protonov od vodika, potujejo na stran katode. Elektroni pa ločeno potujejo po prevodniku do katode. Na strani katode se združijo potem vodikovi kationi, elektroni skupaj s kisikom in ven izstopa H2O. Vmes nam je pa nastal tok električni zaradi potovanja elektronov. Tega pa lahko potem izkoriščamo za poganjanje raznih elektronskih sklopov. Gremo zdaj pogledati to v prakso, točno kako to zdaj v napravah deluje. Ta membrana, o kateri je kolega prej razlagal, je v bistvu ta del tukaj. A lahko primem roke? Ja, lahko. Samo še malo krhko. Razumem, ja. Iz česa je to? Se pravi, zdaj ta svetlo-siva zadeva, ki je spodaj in zgoraj, to je gas diffusion layer, je v bistvu plast, ki poskrbi, da se vodik, pa kisik tudi z druge strani, da se lepše razporedi po sami površini te membrane. Ta črna zadeva, ki se vmes vidi, ki je malo bolj črno, to je pa dejansko ta PEM membrana, oziroma polprepustna elektronska membrana. Sprej izgleda, kaj je en tisti elektrolit v baterijah, nima pa nobene veze s tem. Podobno, no. Mislim, tudi ono služi na podoben način, no. Prepušča določene stvari čez, ne. In zdaj ti lukence tlele ob strani, pa to... Ja, se pravi, zdaj, če gremo na samo zgradbo celotne celice, ena tale zadevica, ko je sestavljena, ne, zložena, ustvari en ta stek, naša gorivna celica jih ima pa več, ta naša specifično jih ima 14, se pravi 14 posameznike. Stek, pravite temu Stek kombinaciji? je ena tale zadeva. Aha, a ni to celica? Ne, to je en sistem membrane.
in katode in anode, pol pa se to zlaga eno na drugo. Ne? Se pravi, ena v bistvu taka gorivna celica je v bistvu sestavljena iz večjih membran. Tako je. Da lahko hkrati v bistvu več iz več membran, to pa zato, ker ena ta membrana v praksi nam predstavlja 0,7 voltov napetosti. Zdaj, če mi napetost zaporedno vežemo eno na drugo celico, se pravi, na katodo od spodnje damo anodo od naslednje in tako ponavljamo, se ta 0,7 volta se nam množi in dobimo ven, recimo v tej dobimo 12 voltov. 12 voltov, se pravi, če hočemo v bistvu za avtomobil pa avtobus. Bi bilo treba malo več. Ampak potem sestavljate take te steke ali ja, take posamezne se sestavlja. Res je, lahko se naredi take manjše, pa pol te manjše, ki so že po 12 voltov, se pol še veže zaporedno ali pa usporedno. Odvisno pač, kaj hočeš. Podobno kot sistemi z več baterijami. Se pravi, kako pa vi zdaj nadzirate oziroma kontrolirate, koliko elektrike tukaj dobimo? Ja, se pravi, ta zadeva nasplošno je neka korelacija med napetostjo pa tokom same celice, kar je bilo najboljše, če narišemo en enostaven grafik. Se pravi, imamo odvisnost napetosti od toka. Zdaj, ta naša celica pri neobremenjenem stanju ima recimo 12 voltov. Pol pa, ko se da porabnika gor, pa se to spremeni, imamo tako karakteristično krivuljo, se reče. Zdaj nekako tako približno. Se pravi, čim jo obremenimo in hočemo več toka, se začnejo več reakcij se začne pojavljati, se pravi, več elektronov se proizvaja in napetost na celici hitro pade. Ampak potem, kako spet dvignete to napetost? To napetost dvignemo tako, da potem recimo celico spet nazaj razbremenimo, se pravi, odstranimo porabnik. Recimo namesto, da iz celice zahtevamo recimo 10 amperov, zahtevamo iz nje 5 amperov. In se po tej krivulji premakne nazaj gor na manj amperov in pri tem tudi na višjo napetost. Zdaj, ko gremo na 0 amperov, smo na 12 voltih. Ok, ampak da se znamo to v avtomobilskem smislu predstavljati, kjer v bistvu uporabimo zdaj ta kondenzator, Ja. Zdaj, če hočemo mi v bistvu odpeljati ovink ali pa ven iz ovinka, da rabimo malo dodati gasa, kako zdaj to? Tu pride pol tudi naš elektronski sistem, ki smo ga v avtu izpostavili, je pa to, da celica načeloma je primerno za njo, da deluje v neki stalni točki. Ponovadi je to tam, kjer ima največ moči. Recimo, to je bilo nekje tukaj, približno. Zdaj, problem je, ker tukaj imamo konstanten tok ven. Zdaj, če mi rabimo manj toka, imamo nek presežek toka in mi smo to tako naredili, da ga shranjujemo v kondenzatorje. Spravi, če narišemo recimo shemico, recimo, da je to gorivna celica, pol iz celice gremo mi direktno v kondenzatorje, ki nam shranjujejo energijo, odvečno energijo in iz kondenzatorja nam gre pol naprej v elektromotor, ki nam poganja avto. Se pravi, ko hočemo dati več po gasu, imamo tu že nekaj zaloge v kondenzatorjih in v bistvu kondenzatorje iz njih ščrpamo to ekstra moč. Se pravi, sploh ne gre za to, da kaj jaz pritisnem po gasu, v bistvu dam večjo porabo? Ne, celica v bistvu deluje, načeloma optimalno bilo deluje cel čas na istem nivoju, se pravi na isti obratovalni točki. Je pa problem, če seveda se recimo kondenzatorji hitreje polnijo, kot jih mi praznimo, pol je treba malo prilagajati te zadeve. Seveda me Ferbec smatra. Če sem imel jaz pri Toyoti Mirai porabo 1 kilogram vodika na 100 kilometrov, deva to zdaj v te manjše enote. Pri nas je to približno 0,1 gram na kilometr oziroma 10 gramov na 100 kilometrov. Ker malo drugačna zadeva, ampak seveda je to veliko manjša zadeva, z manjšo celico, manjšimi tokovi, zelo drugačna zadeva. Ok, ampak je pa zanimivo slišati. Je pa zanimivo slišati. Ok, 10 gramov torej. Poglejmo zdaj
zdaj še širšo sliko. Kadarkoli smo v avtomobilnosti objavili kakšno zgodbo o vodiku, so elektroverniki kar hitro povzdignili glas, češ da je to nesmiselno, da bi morali voziti samo na elektriko iz baterij, ker vodik ni čist, ker so velike izgube in še več je bilo takšnih pritožb. Ja, ampak dajmo zdaj vsi skupaj malce zadihati, kajti v tem primeru ne gre za borbo med dvema tehnologijama. Vodik namreč ne nadomešča baterijskih vozil, ampak jih zgolj dopolnjuje. Vendarle gre tudi pri vodiku za električna vozila. Gre zgolj za vprašanje, zakaj bi se odpovedali nečemu, kar je zastonj in imamo na voljo. Ker nekaj je bolje kot nič. In prav je, da se o tem pogovorimo na vodikovem avtobusu med vožnjo po Ljubljani. Ta projekt, a je sploh izvedljiv? Je vodik ključen gradnik, da pridemo do cilja. Brez vodika bi zelo težko prišli, oziroma bi prišli, če lahko temu rečem, tako s figo v žepu. Če danes govorimo o tem, da bomo vse avtobuse polnili po noči, vemo, da po noči je proizvodnja zelene električne energije zelo majhna, zato ker jo pretežno danes proizvajamo poleg hidroenergije, ki je sicer tudi po noči prisotna proizvodnja, lahko v enakem obsegu, ampak ta delež teh dobrih 30% tako ali tako porabimo. To je nek presežek. Presežke ustvarjamo predvsem s fotovoltaiko, ki pa nastaja največ v svetlem delu dneva. In zdaj, če želimo to energijo potem pretakati v avtobuse direktno, pa rabimo nek vmesni vezni člen. Zato pravim s figo v žepu, ker lahko bi mi samo rekli, v pogodbi imamo skladno z neka potrdila o izvoru, dajemo zeleno električno energijo noter, to se vse danes da. Ni problema, ampak če želimo, da je to res lokalno proizvedena zelena električna energija, ki tudi dejansko konča na koncu v avtobusu, rabimo nek shranjevalnik, nek energijski vektor. In to niso baterije, ne? Lahko bi bile baterije, ampak potem bi pomenilo, da bi približno enako kapaciteto baterij, kot je kapaciteta vseh avtobusov skupaj, morali imeti inštalirani še v obliki stacionarnih hranilnikov nekje v remizi, da bi čez dan pretakali zeleno električno energijo v hranilnike, zvečer bi pa vse to pretočili v avtobuse. Pa da se znamo predstavljati dimenzijsko, koliko je to? Zdaj, dimenzijsko vam težko rečem, ampak en avtobus ima okoli 660, skoraj 700 kWh veliko baterijo. To je za 10 osebnih avtomobilov, recimo. Ne? Avtobusov bo pa 100. Se pravi, je to ogromno, mislim, to bi bila kar en velik hranilnik energije bi bil na lokaciji. Ni omejitev prostorska, toliko omejitev je finančna seveda in pa omejitev je tudi treba se vprašati v smislu, ne? Na koncu to tudi delamo zaradi okolja. Zdaj na zalogo proizvajati ene enormne količine dodatnih baterijskih hranilnikov samo zato, da bomo lahko to shranjevali, tudi najverjetneje ni smiselno. S tem, da bi s tem midva rešila samo problem dnevno-nočnega swopa. Ja. Midva pa rabva zalogo mogoče še za več kot en dan, ko se zgodi, da je sonca po zimi ni, ne, nekaj dni. In tukaj pa ima ključno vlogo potem vodik kot energijski vektor, ker vodik ima pa izjemno visoko kalorično vrednost, tako da lahko zelo veliko količino energije shrani na zelo majhnem volumnu. Skoraj 4-krat tako kalorično vrednost kot dizel ima na masno enoto. Ne? Zato je vodik super kot energijski vektor, ker ga je možno v teh rezervarjih pa na sorazmerno majhnem volumnu shranjevati veliko količino in ni potrebno, da se ga shranjuje samo iz enega dneva v drugi dan, možno ga je tudi shranjevati na tedenskem nivoju. Ne? In zgodilo se bo na neki točki, da bo čez dan, takrat na en lep sončen dan, cena električne energije v omrežju recimo 2 ure negativna, kar se v Nemčiji že dogaja, predvsem na severu, ko imajo zelo veliko obnovljivih virov. In ko bo enkrat te izjemno nizke cene električne energije v določenih časovnih pasih, takrat pa bo potem tudi ta cena vodika nizka. Zato, ker takrat pa bojo elektrolizerji prevzeli ključno vlogo, da bojo takrat veliko količino te energije iz omrežja prevzeli, jo predelali v vodik in ta vodik shranili za takrat, ko bi bila sicer električna energija bistveno dražja, ker je proizvodne manj, kot je v resnici potrošnje. In takrat se bo ta cel sistem zaprl in bo tudi cena lahko potem ekonomsko bistveno bolj vzdržna.
To je bil nekakšen povzetek izjav, ki zaokrožujejo današnjo vodikovo oddajo. Ukolikor želite biti bolj podučeni v tehnologiji, ki naj bi Ljubljani omogočila prometno ogljično nevtralnost do leta 2030, si lahko celoten pogovor ogledate na našem YouTube kanalu. Če ne drugega, smo iz samega intervjuja razbrali, da direktor LPP ni le direktor, ampak je tudi razvojni inženir, torej glavni razvojnik. Res priporočamo ogled. V prihodnji oddaji bomo motoristični, kajti začenja se nova sezona. In kot vsako leto moramo ponovno poudariti, da se je treba z motorjem spoprijeti s pametjo. Kajti, kot slišimo, se nas premalo prime. O motorjih pa bo govorila lepotica v usnju. Več o tem pa naslednjo sredo. Do takrat pa srečno!